Na prvi pogled se zdi, da starejši v jeseni življenja živijo mirno in spoštovano. A resničnost mnogih je drugačna, zaznamovana s tišino, osamljenostjo in prikritim nasiljem, ki se pogosto dogaja za štirimi stenami doma. 15. junij, svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi, nas opominja, da te zgodbe pogosto ostanejo neslišane. Nasilje ni vedno vidno, skriva se v pomanjkanju pomoči, v nadzoru namesto spoštovanja, v prezrtih stiskah. A obstaja in naša naloga je, da ga ne spregledamo. Nasilje nad starejšimi je zelo aktualen, družbeno pereč problem in ga je potrebno reševati. V bistvu gre za kontradiktorno temo, kajti na eni strani imamo problem, imamo nasilje, ki ga je potrebno reševati, na drugi strani pa imamo starejše osebe, imamo družine, ki pa se težko odprejo in težko iščejo rešitve. V Zavodu Vitice smo razmišljali, na kak način bi lahko najbolj učinkovito in najbolje pristopili k preprečevanju nasilja nad starejšimi. Zasnovali smo program Lučka, s katerim želimo ozaveščati vse generacije in celotno javnost o tem, da je vsakšno nasilje nad starejšo osebo nedopustno in poudarjamo ničelno toleranco do nasilja. Ko govorimo o nasilju nad starejšimi, najprej pomislimo na udarce in telesno silo. In prav fizično nasilje je po podatkih Centra za socialno delo Pomurje druga najpogostejša oblika. Klofutanje, lasanje, metanje predmetov, omejevanje gibanja, neupravičeno dajanje zdravil, prisilno hranjenje, odrivanje. Temu nekako sledi v istem kontekstu tudi psihično nasilje. Zakaj tega nisi naredil, zakaj tega ne zmoreš več narediti. Bilo je veliko nasilja fizičnega v smeri, da so bile pretepene, tu so bile potem klofute, brcanje. Pri psihičnem nasilju je veliko groženj s smrtjo, groženj, da so nesposobne, žaljivk, zamerljivk, res takih stvari, ki se potem nalagajo in se nenehno ženskam dogajajo. Najpogostejša in hkrati najmanj vidna oblika nasilja je zanemarjanje, ko starejši ostajajo brez osnovne oskrbe in podpore. To je opuščanje neke dolžne skrbi za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi svoje bolezni, invalidnosti, starosti, zaradi razvojnih oziroma osebnih okoliščin in se kaže kot nepripravljenost ali nesposobnost zagotoviti starostniku neke življenjsko nujne stvari, kot so hrana, voda, bivalni prostor, ki je prilagojen, osebna higiena, zdravila, pripomočki, ki bi omogočali mobilnost, tudi pomanjkanje zdravstvene oskrbe ali onemogočanje dostopa do potrebnih storitev. Dosti oseb, ki pa so starejših, pa to ne prepozna, da če nekdo da je napelje k zdravniku ali ne vem, da jim mogoče ne priskrbi toplega obroka ali da jim ne razdeli zdravil, da je tudi to oblika nasilja. Ni samo fizično nasilje kot klofuta, brca, ampak tudi zanemarjanje, zapostavljanje. Tudi to je ena zelo težka oblika nasilja. Potem je tu še ekonomsko izkoriščanje, jemanje premoženja in onemogočanje samostojnega odločanja. To so odvzemi bančnih kartic, prepisi premoženja, zemljišč, kreditnih pogodb, onemogočanje odhoda v domove za starejše, saj bi s tem izgubili dohodek starejšega. Opažamo, kadar starostnik prihaja pri nas, da ga nameščamo, se svojci zelo težko sprijaznijo s tem, da več ne razpolagajo z njihovimi denarnimi sredstvi. In to je tudi en velik vidik nasilja, ko pravzaprav vključujemo naše interno socialno službo, vključujemo tudi Center za socialno delo v teh primerih. Velikokrat se pa zgodi, da stanovalec več ne more samostojno odločati, potem pa prek sodišča urejamo tudi skrbništvo. Nasilje nad starejšimi se redko pojavi v eni sami obliki. Fizično ali finančno nasilje skoraj vedno spremlja tudi psihično. Največkrat pridejo po pomoč osebe, ki so se znašle v psihičnem nasilju zaradi neurejenih družinskih razmer. V ozadju družinske drame so pogosto premoženjsko-pravni spori med otroci, ki so nastali
ob smrti enega starša v zapuščinskem postopku ali pa se otroci ne strinjajo glede oskrbe in se začnejo konflikti med otroci, neustrezna komunikacija, grožnje, žalitve in to pred osebo, se pravi pred svojim staršem. Sočasno s tem se pojavljajo tudi pritiski do starša in starš se v takem primeru znajde v nezavidljivi situaciji, počuti se nemočnega, ni sposoben reševati teh situacij. Pri nasilju nad starejšimi gre sicer za veliko neodkritega, zamolčanega in neprijavljenega nasilja. Starejši o tem, da doživljajo nasilje s strani svojih otrok, vnukov, bližnjih, sorodnikov, težko spregovorijo. Tukaj izražajo neizmeren strah, sram pred tem, da se jim to dogaja. Sprašujejo se tudi, kje so sami mogoče zagrešili, da to dobivajo strani svojih svojcev nazaj. Prvič je možno, da niti ne prepoznajo, drugič pa je tukaj seveda ogromno sramu. Kakšen starš sem jaz bil, da sem vzgojil take otroke, ki se tako vedejo od mene. In pa drugo močno čustvo, ki je prisotno, je pa strah, kaj pa bo potem, kaj pa bo z mano, če otrok recimo ne bo več skrbel za mene, če mož ne bo več skrbel za mene. Starejši nekateri hočejo to prikriti, ker so pač navajeni že mogoče iz svoje mladosti nekega nasilja, da je pač še vedno obveljala ali očetova ali mamina beseda in mlajši pač ni smel se opreti ali pa povedati svojega mnenja in to se nadaljuje potem v naslednje rodove. Samo mladi danes mogoče marsikaj drugače gledajo. Ker obstaja tista ena tradicionalna oblika, vloga ženske v družbi v smislu, da naj malo potrpi, saj se bo rešilo in ta vzorec je tako močno vkoreninjen, da dejansko te gospe ne prepoznajo, da so žrtve nasilja. Dostikrat se tudi bojijo, če bodo šle v varno hišo, da bodo izgubile tisti dom, ki so si ga ustvarile, ali kako bodo finančno zmožne dejansko preživeti same, brez partnerja, ki je pa vseeno mogoče imel več finančnih sredstev kot sama. Tudi to je zelo pogosto, da se te gospe zasekirajo, kaj pa bo rekla družba, kaj pa bo rekla soseda, kaj pa bodo rekli sorodniki. In zato dostikrat dejansko v tišini trpijo to nasilje, ki se jim dogaja. Starejše žrtve nasilja pogosto niso takoj pripravljene na odhod ali prijavo nasilja, ki ga doživljajo. Ne glede na pripravljenost ali nepripravljenost žrtve sodelovati, nam je pomembno, da dobi te prve informacije, da dobi našo podporo, da ve, da so naša vrata vedno odprta za njo, ker zavedati se moramo, da je odhod iz nasilnega odnosa dolgotrajen proces. Ko jim mi povemo, kakšne so možnosti, se pravi prijava na CSD, na policijo, predstavimo jim krizne centre, varne hiše, predstavimo jim možnost, da odidejo recimo v DSO in različne druge pomoči, pomoč na domu, pomoč za družino na domu, ki se nudi, pa nam rečejo, da če bomo dali prijavo in ko bodo recimo prišli z CSD ali z policije, bojo se zamikali. Se pravi, naša naloga pravzaprav je, da ohranimo te ljudi, da nas še kličejo, da se z njimi pogovarjamo, da smo tukaj za njih, da jih poslušamo in da jim počasi razlagamo, kakšno možnosti vse so in da naj se v bistvu enkrat odločijo za to, da bodo naredili korak naprej. Mi vemo, kako dolga je ta pot od tega, da se zaveš, da ni prav, da kaj se ti dogaja, ko se ti dogaja nasilje, do tega, da recimo ženska odide iz nekega nasilnega odnosa. Veste, kako daljša pot je šele za starejše ljudi. Varno zatočišče in strokovno podporo starejšim žrtvam nasilja v Sloveniji ponujajo številne institucije. V Pomurju je starejšim ženskam med drugim na voljo Pomurski materinski dom, pod okriljem katerega delujeta dve enoti, v Svetem Juriju ob Ščavnici in v Murski Soboti. V 10 letih delovanja so pod svojo streho sprejeli 20 žensk, starejših od 65 let, ki so se k njim umaknile iz nasilnega okolja. Zelo pomembno je, da uporabnice, ženske, žrtve nasilja predvsem dobijo podatek, informacijo, da pomoč je na voljo.
da nasilje ni dopustno, da za nasilje nikoli niso odgovorne one. Velikokrat si mislimo, sem to rekla, pa je potem se nekaj dogajalo, kar ni dopustno, ali nisem to tako naredila, kak se je od mene pričakovalo. Ne? Tudi to, da se njih razbremeni te odgovornosti za nasilje in da se jasno pove, da je za nasilje odgovoren tisti, ki ga tudi povzroča. Pod njihovim okriljem deluje tudi svetovalnica za žrtve nasilja. Ta je na voljo vsak dan, tudi ob vikendih in praznikih med 7. in 19. na telefonski številki 031 522 685. Če k nam nekdo pokliče, mi se takoj, če je potrebno, tudi odpravimo na teren, se z osebo nekje srečamo, če ne more do naših prostorov, pridemo k njej na dom, povemo, jo probamo razbremeniti in seveda čim bolj okrepiti, da se iz nasilja umakne in da si poišče pomoč za sebe. Pomoči in podpore so lahko ženske, ki doživljajo nasilje, deležne tudi v varni hiši Pomurja, katere lokacija ostaja skrita. V zadnjih 5 letih je tam bivalo tudi 9 žensk starejših od 65 let, ki so se na njih obrnile same ali so jih napotile druge pristojne institucije. V varno hišo sicer lahko sprejmejo samostojne osebe, saj prostori niso prilagojeni za invalide. Zdaj, pri starejših osebah je velikokrat prisotno to, da so kakšne gibalne oviranosti. Tukaj moramo že na uvodnem razgovoru izpostaviti, da oseba, ki je na invalidskem vozičku, pri nas načeloma ne more bivati, ker imamo prostore tako razporejene, da z invalidskim vozičkom ni dostop. Te osebe potem premeščamo oziroma jih napotimo v varno hišo Vizija, ki pa je namenjena za ženske žrtve nasilja, ki so invalidne osebe. Ko oseba preide v njihovo oskrbo, z njo redno opravljajo individualne pogovore. Tukaj raziščemo njene potrebe, njene želje in cilje za prihodnost. Na podlagi vseh teh zastavljenih ciljev pa se morebiti obrnemo na osebne zdravnike, ki lahko nudijo pomoč, na centre za socialno delo, ki potem tudi spremljajo gospo cel čas, ko je pri nas nameščena. Vključimo tudi dome za starejše občane, kamor bi se morebiti lahko po bivanju pri nas umaknila, če pa je potrebno, pa tudi patronažno službo, ki potem nudi tisto eno oskrbo, ki je potrebna takrat. Povratek v domače okolje po nasilju je lahko tvegan, zato je ključna nadaljnja podpora. Ko se je gospa bila umaknjena na varno in se je čez nekaj časa vrnila nazaj na domačijo in smo bili vsi malo v strahu, kako zdaj naprej, kako ji zagotavljati naprej to varnost, da bo lahko zaživela. In z dobrim sodelovanjem policije smo potem tudi nekako splanirali z nekimi tedenskimi izmenjujočimi obiski na domu. Seveda to je bilo usklajeno z gospo, da smo se s policisti izmenjevali. En teden smo šle strokovne delavke iz centra na obisk gospe, naslednji teden spet so policisti opravili terenski obisk in na ta način je ta povzročitelj dobil zelo jasno sporočilo: gospa ni sama, žrtev ni sama. Tukaj je nekdo, ki jo bo pomagal, in velikokrat je že to zelo močno in jasno sporočilo povzročiteljem, da začnejo razmišljati v tej smeri in spreminjati svoja vedenja. Vrstniška podpora je pogosto prva oporna točka. Tudi društva upokojencev lahko odigrajo pomembno vlogo pri zaznavi stiske. Mi ravno s temi obiski, ko obiskujemo starejše na 69 let, marsikaj morda s tem preprečimo, ker vedo, da nekdo nad njimi bdi. In je mogoče to ena taka opozorilna točka, ko pravzaprav se malo morda brzdajo pri svojih dejanjih, ampak kljub vsemu še prihaja do tega. Določeno mero nadzora in zaščite starejših bi lahko sistematično zagotovila tudi država, morda z neodvisno osebo, ki bi imela pooblastila za spremljanje njihovega položaja in posredovanje predvsem v spornih družinskih odnosih, ki lahko hitro eskalirajo. V tej situaciji bi bilo zelo fajn, če bi imeli zagovornika pravic starejših oziroma varuha pravic starejših, ki bi v takih situacijah, ko nasilje zaznamo in se ne rešuje, vstopal do starejše osebe in poskušal nekako doseči pri družinskih članih, da urejajo situacijo ali z mediacijo ali z svetovanjem oziroma na nek način, da so prisiljeni reševati to situacijo in s tem tudi olajšati stisko starejše osebe.
Nasilje nad starejšimi se najpogosteje dogaja doma, a ni omejeno samo na to okolje. Pojavlja se tudi v institucijah in na javnih mestih. Lahko se izvaja nasilje v domačem primarnem okolju, se pravi, potem so storilci tega kaznivega dejanja domači svojci. Se pravi, če gre za starejše osebe, so to recimo njihovi otroci, vnuki ali pa neki bližnji sorodniki, s katerimi skupaj živijo. V tem primarnem okolju so lahko tudi druge osebe, ki vstopajo v družino. Mora biti negovalci, ali pa neki daljni sorodniki, ki prihajajo kdaj na obisk. Ali pa imamo potem nasilje v sekundarnem družbenem okolju, torej v domovih za starejše, kjer so lahko tudi tam zaposleni nasilni do njih, ali pa recimo v tistem okolju prihajajo svojci na obisk k starejši osebi in pa tam izvajajo nasilje nad njimi. Tudi znotraj institucionalnega varstva, kjer bi morali biti stanovalci še posebej zaščiteni, se torej lahko pojavijo primeri nasilja. Ključnega pomena je, da osebje zna prepoznati znake nasilja in ustrezno ukrepati, zato imajo v domu starejših Gornja Radgona za ravnanje v primeru suma nasilja nad stanovalci vzpostavljene posebne protokole. Da v prvi vrsti zaščitimo našega stanovalca, da odstranimo tveganje in takoj vzpostavimo varno okolje. Pri nas skrbimo tudi za preventivno znanje, to pomeni, da usposabljamo, izobražujemo naše zaposlene, da res delamo maksimalno na tem, da preprečujemo morebitne nasilje, ki bi se lahko pojavilo v našem okolju. Tudi v domovih za starejše se nasilje pogosto dogaja prikrito. Stanovalci o njem ne spregovorijo zaradi strahu, sramu, občutka nemoči. Prav zato je odprta komunikacija z zaposlenimi in dovolj časa za pristen stik izjemnega pomena. A kot opozarjajo, so razmere pogosto daleč od idealnih. Ključno težavo, ki pa jo jaz vidim, je predvsem v pomanjkanju kadra, zato ker če bi bilo več kadra, bi ti kadri imeli več časa tudi na pogovor stanovalcev in takrat bi se tudi vršila odprta komunikacija in pa individualni pristop do vsakega stanovalca. Nažalost pa temu ni tako. Pomembno vlogo pri prvem stiku in podpori starejšim žrtvam nasilja imajo anonimne telefonske številke. Na regijski ravni pomoč, svetovanje in pogovor nudi tudi Zavod Vitica, dosegljiv na telefonski številki 051 695 100. Na nacionalni ravni pa deluje SOS telefon, kjer opažajo, da je 14% vseh klicev ravno zaradi nasilja nad starejšimi osebami. Nas lahko vedno pokličete na telefonsko številko 080 1155. Mi smo dežurne 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Lahko nas pokličete, če se vam nekaj hudega zgodi sredi noči. Če pa bi se rade samo pogovorile, potem je pa boljše, da nas preko dneva pokličete. In mi smo tukaj za vas. Teh pogovori se ne snemajo. Lahko se samo pogovarjamo o nasilju, ki se vam dogaja. Lahko vam pa povemo, kaj se pravzaprav da narediti, na kakšen način se pravzaprav lahko rešite iz tega nasilnega odnosa, ki ga živite doma. Zato pokličite nas in se bomo pogovorili. Ne pomeni pa to, da če nas pokličete, da bo avtomatsko šla nekam neka prijava. Brez vašega prevoljenja se to ne bo zgodilo. Če sumite na nasilje ali ga doživljate sami, lahko to vedno prijavite policiji. Prijavo lahko podate osebno, preko telefona ali povsem anonimno. Na policiji resno obravnavajo vsako prijavo in pozivajo vse, da ne molčijo. Rešitelji smo vsi mi, celotna družba je odgovorna za prepoznavo tega nasilja. Zavedati se moramo, da je nasilje prisotno, da je med nami, da je kar nekaj tega, ampak je veliko še prikritega. Zato je potrebno o tej tematiki ozaveščati, da vsi tisti, ki mogoče manj to področje poznajo, se zavedajo takoj, ko nekaj zaznajo, da pa tu nekaj ni v redu in potem naznanijo oziroma prijavijo. To je zelo pomembno, da si ne zatiskamo oči, da ne pogledamo stran. Nenazadnje ima vsak možnost, da tudi anonimno poda prijavo, če se kdo ne želi izpostavljati. Se pravi, na klicno številko 080 200 ali pa na elektronsko anonimno prijavo, ki jo najdejo tudi na intranetni spletni strani policije. Ko pomagamo starejšim, pa ne pozabimo, najprej moramo poslušati. Včasih, ko imamo pred sabo starejšega človeka, velikokrat pozabimo, koliko izkušenj on nosi s sabo.
koliko je v življenju že dal skozi, kaj vse je že preživel. Zadnje, kaj rabi, je še to, da mu nekdo nalaga, kaj naj stori. Da naj se umakne, da naj naredi to, da naj naredi spet drugo. Tega starejši ne potrebujejo. Starejši potrebujejo sogovornika, nekoga, ki ga bo poslušal in ki bo skupaj z njim načrtoval, kako lahko mu pomagamo, naprimer na centri za socialno delo, da bo zaživel svojo jesen življenja v miru, v tem, kar si tudi zasluži. Nasilje nad starejšimi ni tiha težava posameznika, je ogledalo naše skupnosti. Ko pogledamo stran, jim odtegnemo dostojanstvo. Zato prisluhnimo, poglejmo in kar je najpomembneje, ne molčimo.